V zadnjih letih smo priča velikemu porastu uporabe digitalnih tehnologij na vseh področjih življenja in pri vseh generacijah, tudi med otroki in mladostniki, kar je predvsem posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene vpetosti v vsakdanje življenje. Kljub temu, da so mnoge oblike uporabe zaslonov lahko koristne, pa novi vzorci in trend naraščanja časa uporabe zaslonov zahtevajo temeljit premislek glede časovnih in vsebinskih okvirov, ki še omogočajo neko koristno in varno uporabo za njihovo zdravje. Epizoda je torej namenjena digitalni zasvojenosti in izzivom v 21. stoletju, ki jih ta prinaša. Danes je z nami docentka dr. Špela Selak, psihologinja in komunikologinja, ki dela v Centru za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in je tudi vodja interdisciplinarne delovne skupine za nekemične zasvojenosti v okviru programa Mira. Pozdravljena. Živjo, najlepša hvala za povabilo. Z veseljem. No pa morda za začetek, kaj je digitalna zasvojenost in kakšne so v bistvu neke njene glavne značilnosti? Ja, dosti pogosto slišimo, da smo tam že vsi zasvojeni s telefoni, z družbenimi omrežji, z računalniki, nasplošno z digitalno tehnologijo, ampak po mnenju stroke oziroma tudi raziskav ni povsem tako. O digitalni zasvojenosti govorimo predvsem takrat, ko posameznik dlje časa doživlja neko hudo stisko, zaradi tega, ker ne zmore prenehati oziroma zmanjšati uporabe digitalnih vsebin. In posameznik ne more prenehati tega početi, kljub temu, da se zaveda, da mu to vedenje škodi. Spletne vsebine in pa aktivnosti prevzamejo tako neko osrednjo, središčno vlogo v njegovem življenju in postanejo v bistvu prioriteta pred drugimi pomembnimi življenjskimi področji, kot naprimer šolo, delom, družino, prijatelji, nekimi hobiji oziroma interesnimi aktivnostmi, s katerimi se ukvarja, in drugimi področji. Tako da lahko rečemo, da je digitalna zasvojenost po svojem učinku lahko enako škodljiva kot rečemo temu tradicionalne zasvojenosti, naprimer zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi. In vzorci zasvojenosti se lahko pojavijo ob različnih uporabah digitalnih tehnologij, naprimer uporaba interneta na splošno za iskanje informacij, igranje videoiger, uporaba družbenih omrežij, spletno nakupovanje, spletne igre na srečo, spletna pornografija in tako naprej. Skratka, je kar širok diapazon, kjer se v bistvu lahko to izrazi. Okay. Kakšno vlogo pa imata pri tem tudi internet in tudi družbena omrežja? Ja, v bistvu internet ima v bistvu ključno vlogo, ker nam omogoča nenehen, anonimen in prost dostop do neskončne množice oziroma vrst spletnih vsebin, ki na naše možgane delujejo kot neka taka močna nagrada. In v zadnjih letih opažamo, da je uporaba družbenih omrežij postala tisto eno izmed najbolj problematičnih področij z vidika potenciala za zasvojenost. Opažamo namreč veliko prekomerne uporabe družbenih omrežij dandanes. Se je v bistvu zelo enostavno izgubiti nadzor nad količino njihove uporabe, ker nam namreč ponujajo možnost za hiter odmik in pa sprostitev, ki je, če se lahko tako izrazimo, le en dotik zaslona stran. In v bistvu k temu prispevajo številne funkcionalnosti oziroma značilnosti omrežij. Naprimer, aplikacije samih omrežij nas preko pošiljanja obvestil ves čas spominjajo na to, kaj vse zamujamo, ko nismo online. In pride do v bistvu tako imenovanega fear of missing out efekta. Pomislite, ko naprimer dobite obvestilo, da je nekdo komentiral vašo novo profilno sliko ali pa delil mogoče vašo objavo, ki ste jo objavili. Je zelo težko se zadržati, da ne bi pogledali.
Zelo težko je, če rečemo v psihološkem žargonu, zaustaviti oziroma odložiti zadovoljitev te potrebe, ki se vzpostavlja s tem. Mogoče še to, da omrežja uporabljajo tudi funkcionalnost neskončnega drsenja, oziroma tako imenovan endless scroll function je to. In sicer še ne dolgo nazaj so bile skoraj vse internetne vsebine ločene na posameznih straneh, kjer je bila logika brskanja taka, da je imel posameznik, ko je prišel do konca neke strani, možnost, da je pač naredil neko refleksijo, da se je odločil, ali bo še naprej bral, ali ne bo, ali bo šel na kakšno drugo podstran, oziroma kaj bo naredil. Zdaj pa v tem neskončnem drsenju pa je, kar že nakazuje ime, je prisoten tak nek neskončen niz prikazanih vsebin. In to povečuje verjetnost avtomatskega nadaljevanja z obvladovanjem, ne glede na to, ali si mi tega dejansko želimo ali pa ne. Pa je poleg scrollinga mogoče še kakšna taka druga funkcija, ki bi jo res izpostavili, ki bi na podoben način vplivala na uporabniško izkušnjo, se pravi, da te potegne nazaj noter oziroma zadržuje tam. Zdaj mogoče tole, ena izmed bolj nedavnih funkcionalnosti, ki je, lahko rečemo, da ključno spremenila uporabniško izkušnjo na družbenih omrežjih, je to avtomatsko predvajanje kratkih videoposnetkov. Se pravi, časi, kjer so vsebine na omrežjih sestavljale zgolj v bistvu vsebine iz slik in pa zapisov naših prijateljev, te časi so mimo. Se pravi, namesto njih se nam na omrežjih danes precej pogosteje predvaja serija nekih takih kratkih, na videz zanimivih posnetkov, ki so jih objavili praktično popolni neznanci. In ti posnetki se začnejo predvajati brez našega privoljenja. In kar je pa verjetno še najpomembnejše pri vsem skupaj, je pa to, da so vse prikazane vsebine prilagojene vsakemu uporabniku, ker namreč omrežja lahko vsak naš klik uporabijo kot informacijo o naših interesih in pa z uporabo naprednih algoritmov, ki jih imajo, uporabniku potem prikažejo oziroma prikazujejo tiste vsebine, ki ga bodo z največjo verjetnostjo potem zadržale na omrežjih in potem lahko pridemo do tega nekega začaranega kroga. Kateri so pa najpogostejši znaki digitalne zasvojenosti? Kako jo prepoznamo? Digitalna zasvojenost je še bolj sveža oziroma relativno nov pojem, ni čisto nov, ampak relativno svež pojem, predvsem iz vidika prepoznavanja in ocenjevanja prisotne problematike. Kljub temu pa poznamo nekatere ključne elemente, ki kažejo na to problematiko. Prva stvar, ki bi jo želela izpostaviti, je pomembnost aktivnosti. Se pravi, takrat, ko se posameznik sooča s tako problematiko, aktivnost, ki jo počne online, prevzame neko osrednjo oziroma središčno vlogo, oziroma lahko rečemo, da postane najpomembnejša stvar v življenju posameznika in tudi v veliki meri potem določa, na kakšen način on čustvuje in pa se vede. In tudi, naprimer, če posameznik mogoče v nekem trenutku ni udeležen v neki aktivnosti online oziroma ne dela nečesa online, o tem zelo veliko razmišlja in hrepeni, si želi to spet ponoviti. Naslednji pokazatelj, ki je zelo pomemben pri tem, je, da pride do spremembe razpoloženja. In sicer, ko se posameznik udejstvuje v neki aktivnosti oziroma počne nekaj online, se pri tem lahko močno spremeni njegovo počutje in pa razpoloženje. Se pravi, da ob tem čuti kot neke vrste odklopa, umirjenost, umrtvičenosti oziroma nekaj, kar bi v bistvu v žargonu drog opisali kot nek občutek zadetosti oziroma tako, ga pomiri, se umiri, se odklopi. Zdaj, naslednja stvar, ki bi jo mogoče tudi pomenila, je še, da pride do spremembe v toleranci. To pomeni, da v bistvu
Enako, kot naprimer pri drogah. Se pravi, oseba, ki je zasvojena z drogo, potrebuje čedalje večji odmerek, zato da bi dosegla isti efekt. In podobno je tudi tukaj, pri tehnologiji, se pravi, da posameznik potrebuje vedno večjo intenzivnost ali pa količino neke aktivnosti online, da doseže enake občutke ob tem. Pride lahko tudi tukaj do odtegnitvenih simptomov, in sicer, kadar oseba ne more izvajati te neke aktivnosti oziroma početi nekaj online, oziroma se je tej aktivnosti odrekla, namenoma, ali pa pride do tega, da je bilo to onemogočeno. Lahko potem ob tem izkusi neke neprijetne odtegnitvene simptome, ki so lahko telesni in pa tudi duševni. Kot naprimer lahko so prisotni razdraženost, nemir, tresenje, lahko pride do slabosti, občutkov tesnobnosti, depresivnosti in tako naprej. Pojavi se pa lahko tudi konflikt. In konflikt na večjih nivojih, in sicer lahko pride do konflikta tako v medosebnih odnosih, kot je naprimer v kontekstu družine, prijateljev in nekih bližnjih oseb, kot tudi do konflikta z drugimi življenjskimi področji, naprimer ne moremo opravljati obveznosti v službi ali pa učenci v šoli, trpi družabno življenje, hobi in tako naprej. Lahko pa pride tudi v bistvu do občutka notranjega konflikta. Lahko se počutimo, kot da smo izgubili nadzor, naprimer. In to se v bistvu potem povezuje s tem, da se več udejstvujemo v teh aktivnostih na digitalnih tehnologijah. Pride pa lahko v bistvu tudi do ponovitve preteklih vzorcev vedenja. Naprimer, oseba se odloči, da bo z uporabo prenehala ali pa da jo bo zmanjšala, in ji to nekaj časa uspeva, potem pa pride en sprožilni moment in se spet pade v isti cikel in se v bistvu pretekli vzorci vedenja začnejo ponavljati, in sicer v obliki pretiranega udejstvovanja v teh aktivnostih online. Ja, okej. Kako pa potem ločimo dejansko zasvojenost od tega običajnega udejstvovanja v določenem vedenju? Kdaj govorimo o zasvojenosti? Ja, v bistvu je pogosto težko ločiti med neko intenzivno uporabo digitalnih tehnologij in pa zasvojenostjo. Naprimer, zadnja 11. izdaja mednarodne klasifikacije bolezni kot edino uradno klasificirano digitalno zasvojenost opredeljuje motnjo igranja videoiger, in sicer jo opredeli kot vzorec vztrajnega oziroma ponavljajočega igranja videoiger tako na spletu kot pa v bistvu offline. In opredeljeno je, da se ta motnja kaže v oslabljenem nadzoru nad igranjem videoiger, se pravi tako pri nadzoru nad začetkom, kot tudi pogostostjo, intenzivnostjo, trajanjem, zaključkom same aktivnosti oziroma kontekstom. Kaže se tudi v tem, da oseba daje prioriteto videoigram do te mere, da ima igranje prednost pred drugimi življenjskimi interesi in pa vsakodnevnimi aktivnostmi, in pa kaže se tudi v tem, da oseba nadaljuje oziroma stopnjuje igranje videoiger kljub temu, da se pojavljajo ob tem negativne posledice. Tako da v bistvu za diagnozo motnje igranja videoiger je tako potrebno, da ta vzorec vedenja pri posamezniku povzroča znaten, če lahko tako rečem, distres, oziroma neko zmanjšano možnost oziroma manj zmožnost na zasebnem, družinskem, socialnem, šolskem, kariernem oziroma drugih pomembnih področjih posameznikovega delovanja. Za dodelitev diagnoze je običajno potrebno, da so značilnosti te motnje, ki smo jih našteli, prisotne v obdobju najmanj 12 mesecev. To obdobje je lahko sicer tudi krajše, če so simptomi bolj intenzivni oziroma hujši in so izpolnjeni vsi od teh kriterijev, ki sem jih prej naštela.
Lahko pa pride v bistvu tudi do različnega pojavljanja tega. Ne? Se pravi, vzorec tega problematičnega vedenja je lahko neprekinjen, lahko pa je tudi epizodičen, ne? Oziroma da se ponavlja. Mogoče bi na tej točki omenila še to, da tudi če mogoče oseba ni zasvojena z digitalno tehnologijo, pa to ne pomeni nujno, ne, da ni pri tej uporabi nima nekih težav, oziroma da je ne uporablja problematično, oziroma Preveč. Tako preveč, prekomerno. Ja. Veliko se nam zgodi, da gremo samo eno stvar pogledati online in potem se zavemo, da je minilo že 3 ure. Ja. Tako da, če si predstavljamo to našo uporabo, uporabo digitalnih tehnologij, bi si jo lahko predstavljali kot naprimer, da imamo neko premico, na eni strani je nič uporabe ali pa nekaj rečemo uravnotežena uporaba, na drugi nič uporabe, na drugi strani imamo pa ta ekstrem zasvojenosti. In fajn je, da smo čim bližje temu polu oziroma temu področju, kjer je uporaba še zmerna oziroma uravnotežena. Ja. Kaj pa v bistvu so te dejavniki? Mislim, kaj vpliva na nastanek zasvojenosti? Digitalne zasvojenosti se v bistvu razvijajo na podlagi večjih različnih dejavnikov. Pri tem imajo na primer pomembno vlogo denagnjenost zasvojenosti, potem vpliv okolja, kakšne so naše osebnostne lastnosti in pa tudi drugi dejavniki. In z biološkega vidika je v bistvu ta vzpostavitev digitalne zasvojenosti relativno podobna, kot je to v bistvu pri zasvojenosti s psihoaktivnimi substancami. Namreč digitalne oziroma spletne aktivnosti intenzivno stimulirajo nagrajevalni sistem, ki ga imamo v naših možganih, in ta občutek ugodja, ki ga doživljamo ob tem, je v bistvu povezan s sproščanjem dopamina. Dopamin je v bistvu hormon, ki ima ključno vlogo pri tem, da vedenjski vzorec postane vedno bolj utrjen in pa avtomatski, in je zato manj odvisen od našega razuma in pa volje. Gre v bistvu torej za neko kronično spremembo oziroma rečemo motnjo v delovanju naših možganov, ki v bistvu zaznamuje tako naše mišljenje, čustvovanje, kot tudi motivacijo in pa vedenje. In zdaj, če naprimer se osredotočam na zasvojenost z družbenimi omrežji, to v bistvu ni izoliran pojav, ampak je tesno v bistvu povezan s splošnim duševnim zdravjem posameznika. Ja. Se pravi, pri večini oseb, ki imajo te znake zasvojenosti, v bistvu lahko opazimo, da so prisotne tudi neke predhodne težave v duševnem zdravju, kot naprimer to, da oseba doživlja občutke anksioznosti, depresije, stresa in druge. In v bistvu pri teh osebah gre za neko kompulzivno zatekanje k tem platformam s tem namenom, da se razbremenijo in da lajšajo te neprijetne občutke. In ker to v bistvu zelo pogosto pomeni, da ti posamezniki ne razvijajo nekih bolj ustreznih načinov reševanja svojih težav in ne v bistvu odpravijo vzrokov za njih, se pravi, za te duševne težave. In zaradi tega se v bistvu tudi njihovo duševno zdravje dolgoročno ne izboljša. Ker v bistvu še več, ta neka prekomerna oziroma problematična raba družbenih omrežij lahko vodi potem v nove težave, kar pa še potem dodatno povečuje težnjo po neki razbremenitvi in odmiku in posledično večji oziroma bolj pogosti pa bolj intenzivni uporabi družbenih omrežij. Ja. Kdaj se pa ponavadi začnejo te zasvojenosti? Je to nekako zgodaj že v otroštvu, je to pozneje pri mladostnikih? Kako opažate? Ja.
Zdaj, ti problematični vzorci, problematični vzorci uporabe digitalnih tehnologij se začnejo v bistvu vzpostavljati že zelo zgodaj. Lahko rečemo, da že v zgodnjem otroštvu. In to pomeni, da je tudi, če se takrat začnejo razvijati, je potem tudi tveganje za to, da se razvije digitalna zasvojenost, večje kasneje v življenju. Naprimer, ena študija je iz Združenih držav Amerike in podatki iz te študije kažejo, da se naprimer že otroci med 2. in pa 4. letom, oziroma da ti otroci med 2. in pa 4. letom pred nekimi zaslonskimi napravami oziroma z uporabo digitalnih tehnologij preživijo približno 2,5 ure na dan. To je v bistvu kar velika količina časa za toliko majhnega otroka. Ja. In na prekomerno, predvsem pa prezgodno izpostavljenost otrok, na to v bistvu opozarjajo tudi strokovnjaki oziroma teren v Sloveniji. In pri tem gre v bistvu v veliki meri za otrokovo samostojno uporabo teh digitalnih tehnologij, kar pomeni, da imajo starši manj nadzora nad vsebinami, ki se na tem zaslonu predvajajo. Začetek tega procesa razvoja zasvojenosti lahko, kot sem rekla, umestimo že v zgodnje otroštvo. Zdaj, znaki digitalnih zasvojenosti pa se potem so lahko prisotni pa v vseh življenjskih obdobjih. Ja. Mogoče še ena stvar, na katero bi se želela navezati, ko sem rekla, da v bistvu na prisotnost te problematike pri najmlajših opozarja tudi teren v Sloveniji oziroma strokovnjaki v slovenskem prostoru. Ja. V letu 2021 so ravno s tem namenom, kot odgovor na zaznano to problematiko, išle prve nacionalne smernice za obvladovanje zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki so bile pripravljene na pobudo slovenskih primarnih pediatrov. Ja. In jih je v bistvu oblikovala ena interdisciplinarna delovna skupina strokovnjakov, ki so vsak iz svojega področja doprinesli k nastanku tega dokumenta. Ja. In ta dokument seveda na eni strani opredeljuje ta časovna priporočila za posamezno starostno skupino, ki jih velja zasledovati pri sami uporabi tehnologije pri otrocih. Poleg tega pa je noter zbranih še veliko drugih nekih konkretnih informacij, ki so lahko pomembno vodilo tako za starše, kot pa tudi za vse ostale, kot so naprimer strokovni delavci, ki delajo z otroci, ki se s to problematiko srečujejo pri svojem delu. Ja. Se pravi, in jim lahko olajša v bistvu soočanje s tem izzivom. Tako da priporočam in vabim k branju. Ja. Kje pa lahko najdejo to publikacijo? Ja, sem ravno hotela v bistvu povedati, da je publikacija prosto dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prav tako na spletni strani programa Mira, nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028. Prav tako so smernice dostopne tudi na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije in verjetno tudi še na drugih spletnih straneh, ključnih za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ok, super. Kako pa ta prekomerna raba digitalnih tehnologij vpliva na telesno in duševno zdravje posameznika? Kje se to v praksi največ pokaže? Zdaj, glede na to, da je to področje relativno novo, te neki morebitni škodljivi učinki prekomerne rabe digitalnih naprav še niso, ne bom rekla, zanesljivo dokazani. Oziroma, rečemo, da še niso čisto zanesljivo dokazani, čeprav se pa nakazuje njihov obstoj. Ogromno nekih študij je bilo narejenih, ki kažejo na to, da to obstaja, ampak da bomo res z veliko verjetnostjo oziroma gotovostjo to potrdili, bo pa preteklo še nekaj časa. Ja. In predvsem pri najmlajših se prekomerna raba digitalne tehnologije
povezuje z zaostanki na področju govornega, gibalnega, socialnega in pa čustvenega razvoja. In prekomerna raba digitalnih naprav ima lahko enega ali pa več neželenih učinkov za posameznika, tudi odraslosti. Se pravi, ne vem, mogoče jih par naštejem. Okay. Naprimer, eden izmed zelo takih pogostih neželenih učinkov za posameznika odraslosti je naprimer sedeč življenjski slog, premalo se gibamo, imamo premalo telesne aktivnosti, zdaj lahko pride do nerednega ritma spanja in pa to, da nam v bistvu primanjkuje spanja, ker to kompenziramo na račun uporabe tehnologije. Lahko pride do nezdravega prehranjevanja in pa zanemarjanja osebne higiene, lahko pride do upada motivacije za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti, lahko pride do poslabšanja bodisi šolskega uspeha oziroma delovne učinkovitosti, poslabšanja odnosov z družino, prijatelji, zmanjšanja oziroma zniža se sposobnost koncentracije in pa v bistvu tudi razvije se tveganje za razvoj digitalne zasvojenosti. In pač še druge, zdaj sem jih res naštela, samo nekaj ključnih. Tako je. Skratka, vse, ki nekako začne vplivati pretirano na druge vidike, da lahko drugo v narekovajih trpeti začne zaradi tega. Povezane so te stvari zelo. Kaj pa lahko storimo, če prepoznamo, da imamo težave z digitalno zasvojenostjo? Kaj so neki prvi koraki oziroma kako postopamo? Se pravi, prepoznavanje pri sebi je še poseben izziv. Ljudje smo velikokrat, ne bom rekla tolerantni do sebe, ampak kasneje zaznamo neke take odklonske vedenjske vzorce pri sebi. Prej jih bomo pa kakšnemu drugemu zaznali. Ampak če se nam vseeno zgodi, da zaznamo, da določenemu vedenju, ki je povezan z neko prekomerno rabo digitalnih tehnologij in da ni povezan z nekim jasnim ciljem, kot je na primer uporaba za šolo, za službo in tako naprej. Če zaznamo, da temu posvečamo preveč oziroma zelo veliko tega časa in da nam to omejevanje, da probamo ta čas zamejiti, da nam to predstavlja stisko, je fajn, da se o tem s kom pogovorimo oziroma da si poiščemo pomoč. Zdaj, prvi koraki so ponavadi to, da se pogovorimo oziroma da spregovorimo z našimi najbližjimi, tistim, ki najbolj zaupamo, ali so to partnerji, starši, prijatelji, se pravi ta nek naš najožji krog, tako. In ti so nam lahko potem tudi oporo v domačem okolju pri spreminjanju teh navad, pri soočanju z izzivi, ki jih to, da želimo zmanjšati uporabo, prinese. In tudi pri vsakodnevnih dejavnostih, ki jih potem opravljamo. Pogovorimo se lahko v bistvu tudi potem z osebnim zdravnikom. Ta nam lahko potem svetuje ali pa nas napoti k kakšnemu drugemu strokovnjaku, ki je bolj specializiran za to področje in nam lahko ponudi oziroma zagotovi bolj ustrezno pomoč. Obrnemo se lahko tudi na katerega od centrov za duševno zdravje. Tam delujejo skupine strokovnjakov z področja duševnega zdravja, ki bodo znali odgovoriti sigurno tudi na tovrstne izzive. Lahko pa poiščemo pomoč tudi pri ostalih organizacijah, ki so specializirane za zasvojenosti oziroma tudi organizacijah, ki se ukvarjajo predvsem z digitalnimi oziroma na splošno različnimi oblikami vedenjskih zasvojenosti, kamor pašejo tudi digitalne zasvojenosti. Mogoče bi na tej točki omenila še, da smo na spletni strani programa Mira zbrali cel seznam virov pomoči prav iz področja nekemičnih oziroma vedenjskih zasvojenosti in tudi prav specifično za digitalne zasvojenosti so ločeni ti viri, tako da lahko oseba tam dobi res tak skoncentriran nabor informacij, ki poiskati pomoč v primeru, da se sooča s tovrstnimi problemi oziroma težavami.
Prerazdeljeno na področje, ne, super. Ja. Prej smo omenili tudi to, ne, eno je, da prepoznamo te težave pri sebi, drugo je pa, da dejansko opazimo pri pač nekomu drugemu, a ne. Kako pa recimo ta oseba lahko pomaga drugemu, če opazno, da se sooča nekako s tovrstnimi problemi? Ja. Zdaj, če oziroma ko, prepoznamo, da nekdo od naših bližnjih se sooča s tovrstno problematiko oziroma da ima težave pri uporabi digitalnih tehnologij, se najprej v bistvu vprašamo, a dejansko potrebuje našo pomoč. A ne? Ker tudi, če nekdo za računalnikom redno preživi večji del svojega dneva, to še ne pomeni, da je zasvojen ali pa da doživlja kakršnokoli stisko. Ja. Tako da je zelo fajn, da najprej presodimo, če potrebuje našo pomoč in če presodimo, da pač se je ta posameznik znašel v težavah glede same uporabe digitalnih tehnologij in da ta problematika res zelo posega tudi na druga pomembna področja njegovega življenja, je fajn, da se z njim pogovorimo, da naslovimo to težavo, oziroma da damo prostor tej temi v naših pogovorih. Vedno je fajn, da je naš pristop razumevajoč, da ne obsojamo, da probamo ne vzbujati občutkov krivde, čeprav je to včasih zelo težko komunicirati na tak način, ampak je fajn imeti v mislih, da ko odpiramo taka neka občutljiva področja oziroma tematike, da poskušamo čim bolj nežno odpeljati te stvari. Ker, naprimer, če bo ta oseba zaznala, da imamo mi mogoče kakšne predsodke ali pa da smo pretirano kritični do tega, lahko v bistvu to rezultira v tem, da se potegne nazaj, da se zapre, da mogoče ne bo niti želela o tem več govoriti, tudi odnos se lahko mogoče nakrha zaradi tega in tako naprej. Tako da tukaj je fajn imeti to v mislih, pa neko posebno pozornost dati tonu pa načinu komunikacije, s katero v bistvu pristopamo k tej problematiki. Fajn je, da v bistvu izrazimo to skrb, posebej vprašamo, če ji lahko pomagamo in pa kako ji lahko pomagamo. Fajn je, da se pozanimamo o tem, kaj oseba počne online in pa v bistvu predvsem to, katere so tiste potrebe, ki jih te digitalne aktivnosti oziroma online aktivnosti naslavljajo. Ali je to na primer potreba po druženju, potreba po premagovanju izzivov, po nekem svobodnem odločanju, po neki samoaktualizaciji in tako naprej. Ker na primer tehnologija v sami osnovi ima sposobnost zadovoljiti, ne bom rekla vse, ampak zelo veliko naših teh temeljnih psiholoških potreb. In iz tega vidika je zelo pomembno poznati to neko dinamiko pa proces, ki se dogaja ozadaj, ker je velikokrat ključna za to, da naredimo korak v drugo smer. In ko v bistvu imamo te informacije, potem lahko tudi pomagamo tej osebi narediti oziroma pomagati te potrebe zadovoljiti z nekimi drugimi aktivnostmi. Se pravi, na primer, skupaj z osebo potem lahko načrtujemo, kje so oziroma na kakšen način najti oziroma alternativno zadovoljiti te potrebe zaznane. Bodi se s kakšno aktivnostjo v naravi ali pa drugo prostočasno aktivnostjo, ob kateri bi se ta oseba fajn počutila. Zelo dobro je, se tudi o tem čim več informirati, predvsem prek nekih zanesljivih virov informacij. Seveda pa, če te težave vztrajajo, pa velja v bistvu isto, kot so prej povedale, če se težave pojavijo pri nas samih, se pravi, če neki te viri pomoči v smislu bližnjih oseb niso dovolj, je potem zelo fajn se obrniti po strokovni nasvet in pomoč. Da se bolj specifično naslovi pač te težave, oziroma stisko. Tako.
Kakšne so pa potem pač te metode za premagovanje take zasvojenosti? Ja, zdaj pot iz zasvojenosti žal ni enostavna, ni enosmerna, ampak je mogoča. Pri v bistvu zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi je običajno najbolj učinkovit ukrep tudi popolna abstinenca, a ne. Zdaj v primeru digitalnih zasvojenosti pa to preprosto pač ni realistično, a ne. Ja. Ker digitalna tehnologija je v bistvu postala integralen del našega življenja v družbi, in namesto tega se mora posameznik priučiti, a ne, te zmerne rabe digitalnih tehnologij. Se pravi, ne abstinenca, kot je na primer to možno v primeru, ne vem, drog, alkohola, cigaret in tako naprej, ampak da se v bistvu vzpostavi neko zmerno rabo digitalnih tehnologij. In sama obravnava vedenjskih zasvojenosti na splošno, kamor sodijo tudi digitalne zasvojenosti, Ja. je lahko zelo podobna zdravljenju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi. Zdaj kot enega od najbolj učinkovitih oziroma zelo pogosto uporabljenih pristopov k zdravljenju se uporablja vedenjsko-kognitivna terapija, s katero učimo oziroma s katero delamo predvsem na tem, da se spreminjajo škodljive oziroma nefunkcionalne, da se spreminjajo škodljivi oziroma nefunkcionalni miselni vzorci, in pa da se spreminjajo ustaljene težnje po nekem vedenjskem odzivu, a ne. Poleg te same terapije pa vedno skušamo odkriti tudi druge načine preživljanja prostega časa, kar smo tudi prej omenili, a ne. Se pravi, te alternativni načini preživljanja prostega časa, ki v naše življenje vnašajo nek smisel in pa pomen. Ja. In če smo digitalne tehnologije uporabljali kot sredstvo za blaženje nekih negativnih čustev, skušamo tudi razviti bolj zdrave strategije soočanja s temi stiskami, a ne. To je tudi eden od pomembnih ciljev pri samem obvladovanju teh problemov oziroma izzivov. In sicer, ja, lahko pa rečemo, no, da se obravnava zasvojenost oziroma vedenjske zasvojenosti, če se tako izrazim, zaključi takrat, ko smo zmožni digitalno tehnologijo spet uravnoteženo uporabljati. Zdaj govorili so v bistvu tukaj o digitalni zasvojenosti, a ne. Je pa res, da se pač ta hiter napredek tehnologije in digitalizacija, a ne, zelo nekako vključuje v naš vsakdan, a ne. In je težko v bistvu nekako popolnoma izključiti to digitalno tehnologijo iz pač našega življenja. Kako pa se lahko pol spopadamo s tem hitrim napredkom in pač z ohranjanjem nekega zdravega ravnovesja pri uporabi digitalnih tehnologij? Se pravi, da poiščemo to zmernost med digitalnim svetom in vsakdanjim življenjem. Ja, zdaj več področje, no, ki jih velja nasloviti. Zdaj eno pomembnejših je mogoče, predvsem pri mlajših, no, ampak v končni fazi za vse, je kakovost samih vsebin. In sicer, ko uporabljamo internet, a ne, je fajn, da probamo prepoznati in pa uporabljati kakovostne spletne vsebine. Se pravi, to so takšne vsebine, ki nimajo nekih pretiranih vizualnih ali pa zvočnih učinkov, vsebine, ki nas izobražujejo ali pa informirajo, spodbujajo našo kreativnost, domišljijo, aktivno sodelovanje in pa razvoj določenih sposobnosti. Zdaj, dobre spletne vsebine tudi nimajo pretiranega negativnega tona, spoštujejo našo zasebnost, nimajo nekih vgrajenih elementov zasvajanja, kot je na primer avtomatsko predvajanje naslednjega posnetka, kar smo na začetku omenjali, oziroma funkcija neskončnega drsenja oziroma endless scrolla. Nima na primer tega vsiljivega pošiljanja obvestil in v bistvu ne prilagaja prikazanih vsebin na podlagi uporabnikovih podatkov, ne, to, kar smo v bistvu že vse omenili. Ja. Zdaj, naslednja stvar, ki je tudi zelo pomembna, je, da digitalne tehnologije uporabljamo z nekim namenom, ne, se pravi namensko. Da se probamo izogibati rutinskemu preverjanju obvestil na telefonu in pa
da v bistvu uporabljamo te naprave iz dolg časa. Ko Ja. nimamo kaj početi, primemo v roko telefon, in je to. Je v bistvu taka neka rutina, Ja. pogosto pride do tega. In ob začetku uporabe neke naprave je fajn, da imamo v mislih, zakaj smo sploh vzeli v roko, kaj Ja. želimo narediti, sploh da imamo neki jasen cilj, s katerim napravo uporabljamo. Fajn je tudi, obvestila svojih naprav med delovnim časom in pa spanjem utišati. Na tak način bomo v bistvu napravo uporabljali samo takrat, ko ji bomo sami namenili ta čas, Ja. oziroma odmerali nek čas, ne pa da bo postala. Ona nas. Ja, tako, točno tako. Zdaj zelo fajn je, da svoje dneve probamo načrtovati na tak način, da bo imel vsak dan, da bo vsak dan vseboval aktivnosti, ki so za nas najpomembnejše. Se pravi, namesto da se osredotočimo na zmanjševanje časa na samih digitalnih napravah, da v bistvu prestavimo ta fokus in se osredotočimo na to, da bo naš dan, vsak dan imel dovolj časa za spanje, za delovno produktivnost, za družino, za prijatelje, za telesno aktivnost, za higieno, prehranjevanje. Ja. In za vse ostale razne interesne aktivnosti, ki nas veselijo in pa izpopolnjujejo. In če bodo te aktivnosti naša prioriteta, potem je v bistvu, se bo avtomatsko, spontano se bo zgodil v bistvu ta zasuk, in bomo pač manj se zatekali k digitalnim napravam. Uravnotežili v bistvu to. Tako, točno tako. Okay. Zdaj, fajn je tudi, da spremljamo čas, ki ga preživimo na zaslonih. Zdaj, pametni telefoni, danes so res zelo pametni, merijo cel kup enih stvari, med drugim tudi screen time. Ja. In nam na ta način omogočajo spremljanje dnevnega časa uporabe. Obstajajo tudi različne brezplačne aplikacije z isto funkcionalnostjo, prav tako tudi za računalnike, tablice in pa druge naprave. Zdaj, če oseba na primer zazna pri sebi pretirano uporabo določene aplikacije, je fajn, da si oteži dostop do te aplikacije. Naprimer, to lahko naredi na tak način, da si odstrani bližnjico iz tega glavnega zaslona, da se izpiše iz računa, ali pa si celo izbriše aplikacijo iz telefona in jo naprimer namesti, ko jo res potrebuje. Se pravi, ali pa naprimer, da si omeji čas na sami aplikaciji, da se zapre, ko je določen čas prekoračen, so gasne in je to. Da sam se poteži dostop do njih. Ja, tako. Da nisem one click away, ampak je malo več. Tako je. Ker potem v bistvu lahko razmislimo o tem, ali je to smiselno ali ne, in se lahko odločimo drugače. Ja. Mogoče še to, da so koristne tudi opozorila ob dnevnem prekoračenju tega časovnega limita. Ne samo aplikacije, ampak na splošno screen time. Kaj pa lahko mogoče na ravni družine, se pravi družina naredi za neko uravnoteženo uporabo tehnologije? Ja, družina je v bistvu zelo pomembna pri tem in naredijo lahko več stvari. Med drugim se lahko pripravijo družinska pravila uporabe digitalnih naprav. Priporočamo, naprimer, da se določi ura, po kateri vsi člani družine te naprave ugasnejo in jih odložijo na dogovorjeno mesto. Fajn je, da je postelja prostor, kjer ni teh digitalnih naprav, da so ti skupni obroki brez digitalnih naprav in so to čas, oziroma da je to priložnost za druženje in pogovor med člani družine. Fajn je, da televizija ni nek šum v ozadju. Tako, nek distraktor. In da po koncu uporabe, da se te naprave ugasnejo. In priporoča se tudi, da se naprimer po 1 uri uporabe, da si vzame oseba odmor
in malo odklopane. Odmakne. Tako je. In tako naprej, in tako naprej. Skratka, kar nekaj je enih stvari, ki jih lahko družina naredi. Bi pa poleg tega, no, kar sem že povedala, želela izpostaviti tudi to, da je zelo pomembno, da si prizadevamo za krepitev duševnega zdravja na splošno. Tako bo imela namreč tudi v bistvu digitalna tehnologija manjšo moč nad nami in bomo mi bolj odporni na razvoj nekih potencialnih težav, ki se povezujejo s problematično rabo digitalnih tehnologij. Super, se pravi, nekako, če povzamem, je predvsem nujno, da res delamo na svojem nekako duševnem zdravju, pa na teh stvarih, ki nam manjkajo in jih pač drugače mogoče nekako naslovimo, preden se zatečemo k nekim tehnologijam, ki nam ta manjko izpolnjujejo ali kakorkoli. Pa da če že vidimo, da imamo mi ali pa kdo drug težave, da se dejansko pogovarjamo o tem, ali je to zdaj z bližnjimi ali pa z neko osebo, ki je dejansko kvalificirana za to, pa nam lahko da mogoče neko bolj strokovno pomoč da. Zdaj, kot smo omenili, so to pač razni lokalni centri za duševno zdravje ali pa organizacije oziroma v prvi vrsti tudi osebni zdravnik, ne. Pa mogoče še enkrat to, da omenim, da se ta vir informacij oziroma viri pomoči so dostopni na spletni strani programa Mira. Nekaj vsebine je tudi na strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Bi še vi kaj dodali mogoče ali bi kar zaključili? Mislim, da je to to. Dobro, potem pa najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjič.